Prisrčno vas pozdravljam, dragi prijatelji. Vabim vas, da molimo k Svetemu Duhu za Božji blagoslov. Sveti Duh, odpiraj nam zaklad svojih milosti. Sveti Duh, poučuj nas v pravi molitvi. Sveti Duh, razsvetljuj nas svojim nebeškim navdihovanjem. Sveti Duh, vodi nas po poti zveličanja. Amen. Marija, zvezda nove evangelizacije, prosi za nas. Razmišljali smo o poslanstvu Jezusa, Božjega Sina, Marijinega Sina, ki ga je uresničil v svojem življenju, oznanjevanju, zlasti pa s svojo velikonočno žrtvijo in svojim poveličanjem in poslanju Svetega Duha. O vsem tem smo razmišljali in še bomo razmišljali. Hočemo se poglabljati v tem letu vere predvsem v Kristusovo skrivnost, skrivnost stalega Gospoda. Sprašujemo se, kakšen je bil Božji namen, Očetov namen, da je poslal svojega Sina, da je za nas postal človek. Kakšen je bil njegov namen? Božji namen je najprej to, da reši človeka. Predvsem to. Rešitev človeka izpod jarma zla, izpod jarma greha, rešitev človeka izpod satanovega suženjstva. To je prvi in bistveni namen, zakaj je Božji Sin prišel med nas. Rad spet navedem nekaj besed iz čudovite enciklike Človek odrešenik blaženega Janeza Pavla II. Govori o Kristusu, ki je novi Adam, ki je vzor človeka. Hkrati pa to pove. Ko ponovno razmišljamo o tem čudovitem besedilu koncilskega nauka, niti za trenutek ne pozabljamo, da je postal Jezus Kristus, Sin živega Boga, naša sprava pri Očetu. Prav On in samo On je zadostil večni ljubezni Očeta, tistemu očetovstvu namreč, ki se je v začetku razodelo v stvarjenju sveta, podaritvi vsega ustvarjenega bogatstva človeku, ko ga je naredil le malo nižjega od angelov, ker ga je naredil po Božji podobi in sličnosti. Prav tako je Kristus zadostil Božjemu očetovstvu in ljubezni, ki jo je človek zavrgel, ko je prelomil prvotno zavezo, in pozneje vse druge, ki jih je Bog znova in znova sklenil z ljudmi. Odrešenje sveta, ta pretresljiva skrivnost ljubezni, kateri bo stvarstvo prenovljeno, je v svoji najgloblji korenini polnost pravičnosti v človeškem srcu Sina prvorojenca, da bi mogla postati pravičnost v srcih mnogo ljudi, ki so bili v tem prvorojenem Sinu od vekomaj izbrani, da postanejo Božji otroci in poklicani k milosti, poklicani k ljubezni. Križ na Kalvariji, ki na njem Jezus Kristus človek, sin device Marije po postavi sin Jožefa iz Nazareta, zapustita svet, je hkrati novo razodetje večnega Božjega očetovstva. V Kristusu se nam namreč Bog ponovno približa človeštvu, vsakemu človeku
in mu da 3-krat svetega duha resnice. Jezus Kristus je prišel med nas zato, da nas reši svojo žrtvijo, da nam podeli svetega duha, duha Božjega otroštva. To je prvi namen. Drugi namen pa je, da je naša pot, da nam pokaže, kako naj vse bolj postajamo ljudje. To je pot blagrov, pot Božjih zapovedi. O tem smo že razmišljali. Mislim pa, da je prav, da tudi kot nekakšen povzetek naših razmišljanj navedem to, kar poudarja blaženi Janez Pavel II. Namreč, kako naj hodimo za Kristusom, kako naj Kristus, ki je novi Adam, bo naša pot. Takole pove v duhu drugega Vatikanskega koncila. Človek torej, ki se hoče poznati v globinah, ne samo ob trenutkih nepopolnih, čisto zunanjih, ali celo samo navideznih vidikih in kriterijih svojega življenja. Človek se mora s svojimi stiskami in dvomi, svojo slabostjo in grešnostjo, svojim življenjem in smrtjo napotiti Kristusu. Dobro si to zapomnimo. To je vodilo našega življenja. To je pot. Človek se mora ne samo v zunanjih rečeh ali teh zunanjih človekovih zadevah, ampak s svojimi stiskami in svojimi dvomi, svojo slabostjo in grešnostjo, svojim življenjem in smrtjo napotiti Kristusu. To je leto vere. To nam je delati v tem letu vere. Da iz svojih stranpoti, ko hočemo sami sebe uresničevati po vzorcu tega sveta ali pa po lastnem neumnem vzorcu, da zapustimo te stranpoti samouresničenja človeka in se napotimo k Kristusu. Z vsemi stiskami in dvomi, slabostmi in grešnostjo, svojim življenjem in smrtjo, z vsem. Napotiti se k Kristusu. To je torej naše delo. Z vsem, kar človek je, mora človek tako rekoč preiti van v Kristusa. Treba nam je preiti v Kristusa, iziti iz sebe, iz lastnega norega vzorca, ki je nam samim taka nesreča, da smo sami sebe žalostni, ko nas obvladuje zlo, ko grešimo, ko delamo norosti in neumnosti in smo nesrečni, da to zapustimo, to našo noro logiko in se napotimo k njemu, ki je Božji logos, Božji načrt za človeka, da preidemo v Kristusa, ne da obstanemo pred njim. Treba je vstopiti v Kristusa. In to apostol Pavel veliko poudari, predragi v Gospodu, biti v Kristusu. V meni naj bo Jezusovo mišljenje, Jezusovo čutenje, Jezusove misli, Jezusovo razmišljanje, Jezusovo odločanje, Jezusovo krepenenje, Jezusova Božja in človeška ljubezen, večno življenje. V to nam je vstopiti. Ne da stojim pred tolmunom in ne pijem iz njega, ne da sem pred lepimi valovi in ne skočim v to čudovito jezero ali morje. Treba je vstopiti v Kristusa, potopiti se van. Pogum, dragi bratje in sestre, v letu vere. To nam je storiti, zapustiti norost tega sveta in stopiti v Božjo modrost in v Božjo ljubezen, ki je neskončno usmiljenje. To nam je storiti. Čudovite besede, izrečene v duhu Vatikanskega koncila. Človek s svojimi stiskami in dvomi, svojo slabostjo in grešnostjo, svojim življenjem in smrtjo se mora napotiti k Kristusa.
Komu naj gremo, Gospod? Ti imaš besede večnega življenja. Brez tebe sploh ne znamo in ne moremo biti ljudje. Brez tvoje resnice in tvoje milosti. Sami sebe zavržemo. Jezus je naša pot, resnica in življenje. To je naša izbira. Izberi življenje, izberi Jezusa. To je klic prenove. To so tudi napori Cerkve na Slovenskem, ki se poglablja v pastoralni načrt. Imeti Jezusa, stalega Gospoda pred očmi, vstopiti van in živeti iz njega, iz njegove milosti, v njegovi luči. To nam je storiti. Mislim, da te besede vsi razumemo. So zelo preproste. Treba je preiti v Kristusa. Kako se bo to zgodilo? Če ima dobro voljo, če ima željo ali vsaj željo po želji, da bi vstopil v Kristusa, mi bo Bog to ne samo omogočil, ampak mi bo tudi dal milost, da to storim. To je vendar prošnja vseh prošenj. Izročiti se Kristusu, stopiti van. Je pa potrebno za to moliti, dragi bratje in sestre. In ko nam Jezus kaže pot v svojih blagrih, o katerih smo razmišljali in še razmišljajmo in se vanje poglabljajmo. In ko nam kaže pot evangeljskih zapovedi, ki so dopolnitev in čudovita izpolnitev in poglobitev zapovedi stare zaveze, ko nam daje moč Svetega Duha, da moramo veselo hoditi po poti Božjih zapovedi in bolj biti Božji ljudje, Bogu in nam veselje. Ko nam Jezus tako govori, nam tudi govori molite, molite. In nam podarja molitev, kako jo imenujemo Gospodovo molitev. To je molitev, ki jo bom sedaj prebral iz knjige Evangelija po Mateju. Ko so učenci prosili Gospoda, naj jih nauči moliti, jim je z veseljem povedal čudovito molitev, ki je osnova vseh molitev. Molitev kristjanov, molitev Jezusovih učencev, našo molitev. Vi torej molite takole: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Hvaljen Gospod Jezus za dar te razodete molitve. Dragi bratje in sestre, najprej obžalujmo svojo površnost, da Gospodovo molitev, ki je razodeta, ki je Božja beseda, tako površno izgovarjamo in smo pri njej tako raztresani, da se včasih ali velikokrat ne zavedamo veličastnih besed, ki jih izgovarjamo in jih Božje uho posluša. Ko izgovarjamo Gospodovo molitev, to molitev so molili prvi kristjani slovesno 3-krat na dan. Ko izgovarjamo Gospodovo molitev, se pogovarjamo z Bogom, z Očetom in Oče nas z vso pozornostjo posluša. Zakaj? Ker ga nagovarjamo po navdihnjeni besedi, ki je on sam dal po svojem sinu Jezusu Kristusu. Zato Oče posluša molitev svojih otrok. Bodimo vendar potopljeni v pomen besed, ki jih izgovarjajmo. Naj nam bo žal
površnosti molitvi, zlasti, ko molimo Gospodovo molitev, to ni prav in to je greh, da smo raztreseni pri Gospodovi molitvi in naše misli ali pa pogled bega na vse strani. Bodimo v Bogu, če je Bog z nami in nas pozorno in z vso ljubeznijo posluša. To je pogovor z Očetom. Združeni smo z Jezusom, samo z njim združeni moramo v Svetem Duhu moliti. Tako rekoč molimo z Jezusovim srcem, združeni v Svetem Duhu. Glejte, to je skrivnost naše molitve. Vsakič, ko molimo združeni z Jezusom v Svetem Duhu, s kar največjo pozornostjo, s hvaležnostjo, v zavesti, da nas nebeški Oče, naš Oče, ljubljeni Oče, posluša z vso svojo božjo pozornostjo in nežnostjo. Ni prav, da raztreseno molimo. Bomo rekli, učenci so prosili Gospoda, naj jih nauči moliti, kot jih je svoje učence naučil Janez Krstnik. In je Gospod to storil. Kaj smo mi naredili s to molitvijo? Bog se nas usmili. Prvič, da smo jo uvrstili kot molitvico med molitvice, kar tako. Gospodova molitev je razodeta, je Božji dar. Vse druge molitve smo sami naredili, upamo v skladu z to molitvijo, vendar pramolitev, temeljna molitev, izvirna molitev je Gospodova molitev Oče naš. Dajmo pozorno in s hvaležnostjo in s prisrčnostjo Božjih otrok molimo to molitev. Od tega je odvisno vse. Treba je moliti, treba je dobro moliti, je podarila Marija v La Saletu otrokama, ki jo je vprašali, kaj molita. Treba je dobro moliti, pa Bog se nas usmili. In če kdo pravi, pa saj molimo, najbrž ne molimo, niti ne dovolj vztrajno, zlasti pa ne molimo zbrano. Treba je poglobljeno, zbrano moliti. Lepo pravi naš blaženi Slomšek, razumimo ga dobro. Govori o raztreseni molitvi, pa o pravi molitvi. Pravi, ko razmišlja o raztresenosti, pravi, rajši moli kratko, pa zbrano. Tako Slomšek. Torej, kar moliš, moli zbrano. In če si nezbran, nehaj moliti, ker Gospoda žališ. In se zberi ponovno. Kratko pa zbrano. Bolje je zmoliti en Oče naš, poglobljeno, s polno zavestjo, s pozornostjo, z razumom, z vso notranjim naporom. En Oče naš, kakor pa 10 ali pa 100 Oče našov izdrdranih, ne k Bogu, ampak v praznino. Dragi bratje in sestre, to je razodeta, od Boga podarjena molitev. Molitev, ki vse nosi. Sveti Avguštin, naš prijatelj, takole govori o Gospodovi molitvi. Preletite vse molitve, ki so v Svetem pismu, in ne verjamem, da bi mogli v njem najti kaj takega, kar ne bi bilo zajeto v Gospodovi molitvi. In potem sveti Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj, pravi: Gospodova molitev je najpopolnejša od vseh molitev. V njej ne samo prosimo vsega, kar moramo upravičeno želeti, temveč tudi po vrstnem redu, kakor je treba želeti. Tako nas ta molitev ne samo uči prositi, temveč oblikuje tudi celotno naše teženje. Torej, vsebina molitve je tu, pa tudi vrstni red. Najprej, v prvem delu Oče naša, slavimo Očeta. Naš pogled je usmerjen v Boga, ne v nas, ko molimo Gospodovo molitev. Dvignimo pogled k Očetu. Oče naš, ki si v nebesih, potem glej v duhu Očeta in Božje veličastvo. Posvečeno bodi tvoje ime.
v vseh srcih, zlatimi črkami naj bo zapisano, Božje sveto ime, ime njega, ki se imenuje ljubezen. Pridi k nam tvoje kraljestvo. To je kraljestvo, ki se nam je približalo v Jezusu Kristusu in se bo v koncu časov polnosti razodelo. Pridi Božje kraljestvo, kraljestvo resnice, ljubezni in miru, kraljestvo večne blaženosti. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Rečemo k nam, kot družina, naša srca. Pridi Božje kraljestvo ljubezni in miru in razumevanja v naše družine. Pridi v medsosedske odnose. Pridi v naš narod. Pridi tvoje kraljestvo na vse človeštvo. Z ene strani prosimo zazrti v daljno prihodnost, ki je pa lahko zelo blizu. Glejte, Božje kraljestvo v njegovem sijaju, kakor se nam bo razodelo, hkrati pa prosimo, naj se tu na zemlji že uresničuje kraljestvo Božje ljubezni in miru. Zgodi se tvoja volja. Kaj pa je Božja volja, dragi bratje in sestre? Božja volja je, da se vsi ljudje zveličamo. Naj se to zgodi. Božja volja naj se zgodi. Naj se zgodi ljubezen odrešenikova na vsakem človeku. Bog hoče, da se vsi ljudje zveličamo. Zgodi se tvoja volja. In Gospod, naravnaj mojo trmasto voljo na Božja pota odrešenja. To je, glejte, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, kjer z veseljem blaženosti vsi izpolnjuje Božjo voljo in da je polno sreče, naj bo to tako tudi na zemlji. Na zemlji, iz katere, glejte, je Bog v tolikih ozirih izrinjen iz človekove zavesti in človekovega življenja. Vendar je Božja volja na zemlji vodilo našega življenja, če hočemo biti srečni že tu in končno doseči cilj večne blaženosti. Govor na gori je v nauk življenja, nadaljuje katekizem. Molimo, daj nam danes naš vsakdanji kruh. To, da živimo in da preživimo, je Božji dar. Mi samo nekaj pač delamo tu na zemlji, vendar pa brez Boga bomo vsi umrli, tudi fizično umrli. Bog je stvarnik vsega in nam daje življenje in tudi hrano, da živimo. In vse, kar je potrebno. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. In zase in za druge, tolike, ki nimajo vsakdanjega kruha, bi morali prositi. In daj nam danes naš vsakdanji kruh, Božje besede, smisla življenja. Kaj ti pomaga, da si sit, če pa ne vidiš smisla v življenju? Kruh Božje besede, kruh smisla, kruh luči na poti življenja in moči, kar je sveta Evharistija. Daj nam danes naš vsakdanji kruh za naša srca, da bodo živela. To je smisel te prošnje in to je ključeno vse. In odpusti nam naše dolge. To je potrebno, nujno potrebno. Odpuščanje grehov, kakor smo že razmišljali o mrtvoudnem v Kafarnaumu. Otrok, odpuščeni so ti tvoji grehi. To nam je potrebno. Odpusti nam naše dolge, Oče naš. Zase in za druge prosimo, za vse ljudi, ker smo Božja družina. Odpusti nam naše dolge. Dragi bratje in sestre, bolje se zadržati pri eni sami prošnji Oče naša, pa je ponavljati tudi celo uro, kakor pa drdrati 100 Oče našov, glejte, v tisti uri. Vsaka prošnja v Oče našu je nekje veličastna celota, v čudovitem mozaiku Gospodove molitve. To so dragoceni kamenčki, te podarjene, razodete molitve. Torej, odpusti nam naše dolge, meni, moji družini, sosedom, vsem na službenem mestu, medčloveških odnosih, dolge našega naroda. To nam je potrebno. Da zasliši Slovenija ali čim več Slovencev
Odpuščeni so ti tvoji grehi. Mi rešujemo probleme na zunaj, zunanje probleme, kriza taka ali drugačna, ne vidimo pa bistva, ne vidimo, kot smo rekli, mrtvoudnosti, ne svoje, ne družin, ne družbenega življenja in vsega drugega. Potrebno je Božje usmiljenje, Božje odpuščanje. Odpusti nam naše dolge. Ta krik bi se moral nenehno dvigati v duhu molitve k Božjemu usmiljenju, dvigati k Bogu. Usmili se nas in vsega sveta, odpusti nam naše dolge. To je prošnja tako pretresljiva in jo vsi razumemo v Gospodovi molitvi. Kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Ni pošteno pričakovati Božjega usmiljenja in Božjega odpuščanja od Gospoda, če sami tudi ne odpuščamo drugim. S tem, ko ne odpuščam drugim, blokiram Božje usmiljenje, ki ga Bog hoče meni izkazati. Vendar, če hinavsko prosim, odpusti nam naše dolge in mislim nase, hkrati sem pa trdosrčen do bližnjega, ki me morda storil krivico, kakorkoli je že bilo, in mu ne odpustim, do mene ne more priti Božje usmiljenje. To je ta strahotna blokada, ki se dogaja, glejte, prav v tem, ko vnemar in raztreseno, pa tudi nepremišljeno izgovarjamo to molitev. Zlasti to prošnjo, odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Tu je varovalka celotne Gospodove molitve. To je poudarek, kar zadeva naše prošnje v drugem delu Oče naša. Kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In če me tu zablokira, in če se tu ustavim, ko molim Gospodovo molitev, prav je. Dokler ne bom pristal na to Božjo logiko. Ti prosiš mene, naj ti odpustim, govori Gospod. Bližnjemu pa nočeš odpustiti. Ne boš dobil odpuščanja in Božje milosti. Tako je pošteno in prav. Čeprav morda bi jaz želel drugače, mi srce govori, ja, tako je. Globina človekove vesti se strinja s to Božjo varovalko, s to Božjo blokado, če že hočete, ki je pa Bog noče. Bog se hoče vsakega človeka usmiliti, usmilil se bo pa mene in tebe, pomiri, kakor se bom jaz svojega bližnjega usmilil. To je ta logika. O tem je Jezus tudi govoril, kot vemo v priliki o krivičnem služabniku, ki ni hotel odpustiti svojemu soslužabniku neke malenkosti, gospodar je pa njemu vse odpustil. Vemo, kaj se je potem z njim zgodilo. Mi sploh ne vemo, kaj govorimo v Gospodovi prosni, v Gospodovi molitvi, v prvem delu, ko slavimo veličastnega Boga, našega Očeta. Kako bi morali žareti naši obrazi, ko slavimo Boga in molimo, da je sveto njegovo ime, da pride njegovo kraljestvo, naj se Božja volja zgodi. Naši obrazi bi morali žareti in potem v drugem delu, kako pretresljivo je in morali bi tako dvigniti roke. Daj nam danes naš vsakdani kruh, odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo. Ne prepusti nas, ko smo skušani z leve in desne. Gospod, daj, da bomo razločili zlo ob sebi, da se bomo tega varovali in tudi druge znali opozoriti, naj ne nasedajo zankam hudobnega duha in njegovi zapeljivosti. Ne vpelji nas v skušnjavo, ne prepusti nas. Ne znamo hoditi skozi življenje. Daj nam svetega duha, daj nam luči in moči. Temveč reši nas hudega, vsakega zla. Zlo je greh. Varuj nas greha, daj nam moči. Ti vse moreš, ti nas moreš obvarovati. In če padem, me moreš dvigniti, Gospod, pomagaj mi. In varuj me, da ne padem v oblast Satana. To je zadnji pomen te besede. Temveč reši nas hudega, reši nas hudobnega duha, ki hodi okrog, kakor pravi pozneje apostol Peter, in išče, koga bi požrl.
temveč reši nas hudega. Kako aktualna je ta prošnja, dragi bratje in sestre, danes, ko je zlo na pohodu. Zalezuje otroke, zalezuje mladino, zalezuje odrasle in vse družine in vso družbo. Zlo zalezuje, oziroma tisti, ki je oče laži in objavec od samega začetka, Satan. Oče nebeški, ne vpelji nas skušnjavo, ne prepusti nam naši samozadostnosti, ne prepusti nas našim nebogljenim očem in ne zmoremo. Daj, da bomo videli, kaj je dobro in zmagovali. Reši nas hudega. Amen. To so torej te molitve, dragi bratje in sestre, ko bi si vzeli v dnevu v tednu, vsak dan eno prošnjo Oče naša in jo ponavljali, bi bilo čudovito. Oče naš, ki si v nebesih. In danes bom molil, posvečeno bodi tvoje ime. Posvečeno bodi tvoje ime. Sijajno, zlatom zapisano v mojem srcu, v moji družini, v srcih vseh družinskih članov, med ljudmi, ki jih srečujem, v našem narodu in med vsemi ljudmi. Posvečeno bodi tvoje ime. Drugi dan, pridi k nam tvoje kraljestvo, moje srce, mojo družino, med sosede, naš narod, kraljestvo miru, ljubezni, sprave, edinosti, odpuščanja. Zgodi se tvoja volja, da bomo z veseljem spolnjevali Božjo voljo, Božje ljubezni in dobrote. In kakor nebesih, svetniki, pomagajte tako na zemlji. In tako potem po vrsti vse druge prošnje, dragi bratje in sestre. Lepo bi bilo, če bi vsak teden vzeli kot vodilo eno prošnjo Oče naša. Vsak dan v tednu, po nedeljo to, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Drugi dan, Oče naš, ki si v nebesih, pridi k nam tvoje kraljestvo, in tako po vrsti. Čudovito bi se naučili moliti. Najna Marija, ki je s takim spoštovanjem v Svetem Duhu izgovarjala besede njenega sina, razodete besede Gospodove molitve, Najna Marija, velika molivka in naša mati, izprosi vsaj majhen delež duha njene molitve in molitve njenega sina, da bi znali prav moliti Gospodovo molitev. Marija, pomagaj nam prav moliti molitev tvojega sina. Apostoli Gospodovi, pomagajte nam prav moliti Gospodovo molitev. In vsi svetniki in angeli Božji, pomagajte nam. Amen. Prisrčno vas pozdravljam.